gospe, spoštovani gospodje, v dvorano prihaja predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Marko Lotrič. Živi naj vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo. Ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, najzaslužnejše prostovoljke in prostovoljci, prejemnice in prejemniki plaket, državne svetnice in državni svetniki, vsi cenjeni gostje, toplo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli na slavnostni podelitvi plaket Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam z področja civilne družbe za leto 2025. Hvala Nini Strnad za himno Republike Slovenije, s katero smo slavnostno začeli to našo podelitev. Ravno danes, 5. decembra, obeležujemo Mednarodni dan prostovoljstva. Drage prostovoljke in dragi prostovoljci, to slovesnost namenjamo vam v zahvalo za vse dobro, kar storite. Dobrota za vas ni dejanje, dobrota je za vas način bivanja. In ko se odločiš, da boš dobra oseba, postane vsak tvoj korak darilo našemu planetu. In danes želimo v Državnem svetu, ki je zastopnik socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov, interesov civilne družbe, izreči vam, prostovoljkam in prostovoljcem, priznanje in veliko hvaležnost za vaše nesebično delo. V Sloveniji ima prostovoljstvo dragoceno tradicijo in uspešno deluje na mnogih različnih področjih. Socialnem, humanitarnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, zdravstvenem, kulturnem, turističnem in še mnogih drugih. In k besedi zdaj z velikim veseljem in spoštovanjem vabim našega gostitelja, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Marka Lotriča, ki mu boste gotovo glasno in navdušeno zaploskali. Hvala lepa za pričudovit uvod v moj govor, spoštovani prejemniki, spoštovane prejemnice nagrade, društvo, državne svetnice in državni svetniki, poslanci Državnega zbora in poslanke Državnega zbora, gospe in gospodje tu v dvorani in vsi tisti, ki nas spremljate preko povezav na daljavo. Ob Mednarodnem dnevu dobrodelnosti, ki ga letos obeležujemo že 40-tič, želim izraziti globoko hvaležnost vsem, ki svojim časom, znanjem in srčnostjo nesebično prispevate k boljšemu življenju posameznikov in celotne družbe. Prostovoljstvo ima v Sloveniji dolgo in plemenito tradicijo. Predstavlja delo, ki ga posameznik opravlja po svoji svobodni volji, brez pričakovanj, plačila ali koristi za sebe, za dobro drugih in v splošno korist. Vaše delo je roka, ki pomaga ranjenim, glas, ki govori namesto utišanih in objem, ki tolaži osamljene. To moč prostovoljstva vsak posameznik s svojo predanostjo gradi temelje varnejše, bolj solidarne in humane družbe.
Posebej dragoceni ste tam, kjer država sama ne more doseči rezultatov. Vaša pomoč je neprecenljiva in je globoko cenjena tako med ljudmi kot med skupnostmi. Neprecenljiv pa je tudi vaš zgled. Vi ste tisti, ki nas opominjate, da se spremembe, ki si želimo, začnejo pri nas samih, ter da je civilna družba temelj, na katerih slonijo vrednote demokracije, človekovih pravic in pravičnosti. Dobrega dela se ne da oceniti zgolj številkami, a kljub temu dovolite, da predstavim nekaj zgovornih statističnih podatkov za lansko leto. V Sloveniji je v letu 2024 svoje poročilo o prostovoljskem delu oddalo 2675 organizacij, v katere je bilo vključenih 203.786 prostovoljcev, ki so skupaj opravili več kot 8,5 milijona prostovoljnih ur. Čeprav je ocenjena vrednost tega dela skoraj 85 milijonov evrov, je njihova resnična vrednost neprecenljiva. Meri se v človečnosti, sočutju in pripravljenosti pomagati sočloveku. Za vsako številko pa stoji človek in njegova zgodba. Zgodbe o skupnostih, ki so se prebudile, ko so ljudje stopili skupaj in prevzeli odgovornost. Zgodbe o sosedih, ki so si pomagali, o povezovanju med generacijami, o ranljivih, ki niso ostali sami. V dnevnih novicah, ki nas pogosto zasipajo z dramatičnimi in skrb vzbujajočimi dogodki, redko zasledimo konkretne zgodbe o vašem vsakdanjem delu. A verjemite mi, vaš vsak obisk, vsaka ura, ki jo namenite sočloveku, se čuti. V srcih tistih, ki jim pomagate in v celotni mreži ljudi, ki jo povezujete. Kakšna bi bila naša življenja brez vseh teh zgodb? Prostovoljci ste del nečesa res velikega. Prostovoljstvo namreč ni le slovenski fenomen. Po podatkih mednarodnih raziskav je v prostovoljstvo vključenih več kot 860 milijonov ljudi po svetu, skoraj 15% svetovne populacije. V državah članicah OECD prostovoljno delo prispeva k približnih 1,9% k GDP-ju oziroma k bruto domačem proizvodu, kar kaže, da prostovoljstvo ni le dejanje srca, temveč tudi nosilec družbenega in tudi ekonomskega razvoja. In kdo bi si upal zanikati, da takšna predanost spreminja svet na bolje? Kot predstavniško telo, ki povezuje civilno družbo in državo, v Državnem svetu Republike Slovenije prostovoljstvu namenjamo posebno pozornost. Vsako leto podeljujemo plakete Državnega sveta najzaslužnejšim posameznicam in posameznikom ter organizacijam, ki dokazujejo, da tam, kjer odpove sistem, stopijo v spredje ljudje, pripravljeni pomagati. Današnji dogodek je priložnost, da to predanost prepoznamo, jo proslavimo in se ji tudi priklonimo. Spoštovani prejemniki plaket na področjih in sicer kmetijske dejavnosti, humanitarne dejavnosti, vzgoje in varovanje narave, športno-rekreativne dejavnosti, turizma in ohranjanja kulturne dediščine, zdravja in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, socialnega in zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti. Predstavlja izjemen prispevek k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov, krepitvi medsebojne solidarnosti in gradnje povezane, humane in enakopravne družbe. Današnja podelitev plaket ni le priznanje dosežkov, ampak tudi spodbuda, da nadaljujete s svojim dragocenim delom. Vaša prizadevanja so potrebna bolj kot kadarkoli prej. Vaš doprinos oblikuje okolje, nas opominja, da spremembe niso le možne, ampak tudi nujne in uči nas, da ima vsak izmed nas moč, da prispeva k boljšemu svetu, bodisi z majhnimi dejanji ali z velikimi projekti. Vsako dobro delo je kot kaplja, ki se združi z drugimi. Oblikuje potok sprememb, potok, ki lahko preraste v reko, ki napaja celotno družbo. Ob koncu mi dovolite, da v luči prihajajočih praznikov zaželim veliko izpolnjujočih dejanj,
pristne bližine in prijetnih trenutkov v krogu najbližjih. V prihajajočem letu pa veliko zdravja, energije in potrpežljivosti, da boste še naprej nosilci sprememb, svetlih sprememb in vnašali svetlobo v našo družbo. Hvala lepa. Najlepša hvala, spoštovani predsednik, za vaš srčen nagovor. Zdaj pa naj nas vse razveseli in poboža glasba, za katero pravijo, da je jezik duše. Z nami je sekstet policijskega orkestra. Zaigrali bodo skladbo, ki jo je ustvaril legendarni skladatelj Errol Gartner z naslovom Misti alla samba. In ta melodija nas bo spomnila, da lahko energičnost in nežnost hodita z roko v roki. Tako kot vaša dobrota in pogum oblikujeta ta naš svet, ki je malo bolj svetav in malo bolj človečen ravno zaradi vas. Hvala za veselje in energijo, ki ste jo vnesli v to našo slovesnost. Spoštovani in spoštovane, Howard Zinn je zapisal: majhna dejanja, ko jih pomnožimo z milijoni ljudi, spremenijo svet. In zdaj bomo s priznanji počastili vse vas, ki, če citiram gospoda Lotriča, spreminjate ta naš svet na bolje z malimi dejanji in velikimi projekti dobrote in srčnosti. In vljudno vabim predsednika Državnega sveta, gospoda Marka Lotriča, in podpredsednika Državnega sveta, gospoda Matjaža Švagana, da slovesno podelita prvih 5 plaket. Si tudi podeljevalca zaslužita aplavz. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, plaketo prejme Branko Bertoncelj.
Branko Bertoncelj prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju športa. Predlagatelj je državni svetnik Marko Lotrič. Branko, lahko še enkrat zaploskate. Zdaj po tem vašem čudovitem aplavzu pa bom prebrala še obrazložitev. Branko Bertoncelj že skoraj pol stoletja nesebično deluje na področju športa in prostovoljstva v Selški dolini ter širše. Kot soustanovitelj in dolgoletni predsednik športnega društva Selca je omogočil, da se generacije otrok, mladih in odraslih vključujejo v športne in rekreativne dejavnosti. Posebno vrednost ima športni park Ravn, ki je bil po uničujočih poplavah leta 2007 ponovno zgrajen, z njegovo vztrajnostjo in prostovoljskim delom številnih sokrajanov. Svojim delom je presegel lokalne okvire. V rokometnem društvu Alples in Rokometni zvezi Slovenije je prispeval k razvoju nacionalnega rokometa. Od leta 1989 je sodeloval pri delu Sankaškega društva Domel, najprej kot član časomerilne ekipe, nato pa kot član organizacijskih odborov 6 svetovnih pokalov v sankanju ter svetovnega prvenstva v sankanju na naravnih progah na Soriški planini. Že 20 let pomaga pri delu Sankaške zveze Slovenije. Od leta 2007 do 2013 je bil aktiven tudi pri delovanju kluba malega nogometa Ratitovec Železniki. Njegovo delovanje je prepoznano kot zgled prostovoljskega dela, saj je povezal številne organizacije, pridobil prostovoljce, navdihnil mlajše generacije ter svojim osebnim zgledom dokazal, da so predanost, solidarnost in prostovoljstvo naše ključne vrednote. Iskrena hvala in poklon. In še veliko športnih uspehov, seveda, gospod. In naslednja nagrajenka, prejemnica plakete, je doktorica Viktorija Bevc. Doktorica Viktorija Bevc prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju socialnega varstva. Predlagatelj je državni svetnik Marko Staroveški. Doktorica Viktorija Bevc je svojo poklicno, raziskovalno in prostovoljno delo posvetila posvojitvam, rejništvu ter družinam, ki so otrokom brez staršem nudile dom. Pomembno je oblikovala temelje priprave na posvojitev in rejništvo ter s programom priprave na nadomestno starševstvo razvila inovativne pristope za obravnavo parov brez otrok, posvojitev, rejnikov in otrok. Pokazala je, da posvojitev ni zgolj pravni akt, temveč kompleksen socialno-psihološki proces. Že leta 1992 je na CSD Ljubljana Center uvedla prvo skupino programa preventivne pomoči otrokom, ki se je kasneje razvil v program priprave na nadomestno starševstvo. Od leta 1994 program deluje v okviru Društva posvojiteljskih družin Deteljica. Ta je v več kot 30 letih delovanja postal neprecenljiv vir znanja in izkušenj, ki bogati stroko in neposredno izboljšuje življenje uporabnikov. Vse skozi ga vodi doktorica Bevc. Njena knjiga Posvojitev otrok je razbila predsodke o bioloških materah ter vzpodbudila bolj sočutno in strokovno obravnavo vseh vključenih. Svojim raziskovalnim delom je pomembno prispevala k uveljavitvi odprte posvojitve, temelječe na dialogu in transparentnosti. Njena življenjska pot dokazuje, kako lahko ena strokovnjakinja s predanostjo in znanjem trajno spremeni področje socialnega varstva ter življenja številnih družin. Najlepša hvala in globok poklon. In na predlog Gasilske zveze Slovenije prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju športne rekreativne dejavnosti Aleš Erjavec. Aleš Erjavec je bil leta 1998 med ustanovnimi člani planinskega društva Polž.
5 let kasneje je prevzel predsedovanje društva, ki je takrat nazadovalo, saj je prvotna vnema začela pojenjati. Opravil je tudi izobraževanje za vodnika Planinske zveze Slovenije in postal mentor novim vodnikom. Vrsto let vodi mladinske krožke, organizira in vodi izlete ter planinske tabore za otroke na 5 osnovnih šolah v občini Ivančna Gorica. Prav delu z mladimi posveča še posebno pozornost. Aleš Erjavec je s pokojnim Srečkom Murnom trasiral zdaj že dobro poznano planinsko pot 2 slapov. Po tej poti je vsako jesen organiziran pohod v okviru akcije Slovenija planinari. Planinsko društvo Pols z Alešem Erjavcem na čelu že 18 let pripravlja Jurčičev pohod, ki je dobil sloves najbolj množičnega planinskega pohoda v Sloveniji. Za Aleša Erjavca bi lahko rekli, da je pravi glasnik planinstva v občini Ivančna Gorica in tudi širše. In po planinsko mu zdaj vzklikamo juhej. Še veliko planinskih užitkov vam želimo. Gospe in gospodje, na predlog Čebelarske zveze Slovenije prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru upravljanja prostovoljskega dela na področju kmetijske dejavnosti Andrej Jernej. Andrej Jernej je čebelar iz Šentjurja, ki čebelari že več kot 40 let in je globoko predan ohranjanju slovenske čebelarske tradicije. V svojem kraju in širši regiji je aktiven kot terenski svetovalec že od leta 2005 za več občin na Celjskem. V letošnjem letu je dobil zahvalo ob 20-letnici sodelovanja oziroma svetovalne službe v čebelarstvu. Od leta 2000 deluje tudi kot mentor številnim mladim v čebelarskih krožkih, ki jih vodi na več šolah v svoji regiji. Sodeloval je pri ocenjevanju medu. Bil je predsednik Čebelarskega društva Blagovna ter tajnik Čebelarske družine Dramlje. Med letoma 2016 in 2020 je deloval kot član upravnega odbora Čebelarske zveze Slovenije, kjer je zastopal ekološke čebelarje. Posebej ga odlikuje prizadevno delo pri prenosu znanja na mlajše generacije in skrb za ohranjanje čebelam prijaznega okolja. Veliko se izobražuje in znanje prenaša naprej do čebelarjev. Kot sam poudarja, je vsaka 3. žlica hrane na svetu odvisna od čebel. Njihova prisotnost pa je kazalnik zdravega okolja. Zato aktivno spodbuja k nakupu domačega medu, k ohranjanju cvetov travnikov in sajenju medovitih rastlin. In vas pozdravljamo s čebelarskim pozdravom Naj medi. In gospe in gospodje, cenjeni gostje, gospod Andrej Jernej ni samo prijazen do čebel, je tudi do ljudi. Če lahko izdam majhno skrivnost, pred prireditvijo se je že slikal s svojimi oboževalkami in jim je rekel, kako si šikana. Na predlog Zveze prijateljev mladine Slovenije prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju socialnega varstva Kristina Kovač. Pot do podeljevalcev je malo daljša, zato predlagam, da ploskate, dokler ne pride do tja. Kristina Tinca Kovač je svoje življenje posvetila izvajanju in organizaciji dejavnosti za otroke. Že kot učiteljica v osnovni šoli je začela izvajati prostovoljno delo in ga nadaljevala tudi na novem delovnem mestu sekretarke Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Bila je pobudnica številnih delavnic, kjer so otroci uživali, ustvarjali, se družili in zabavali. V delavnice je povabila tudi starše. Redno je spremljala novosti na področju dela z mladimi doma in v tujini in jih prenašala na številne animatorje. Je pobudnica in ustanoviteljica Tom skupine Velenje, kluba mladih pri Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje, predšolske bralne značke v Šaleški dolini, vsekakor pa je nadvse pomembna soustanoviteljica
Pikinega festivala Velenje, ki je letos praznoval 36-letnico delovanja. Prav tako je svojim strokovnim delom pustila neizbrisljiv pečat pri izvajanju predšolskih in šolskih kolonij oziroma letovanj. Vseskozi je bila aktivna prostovoljka Zveze prijateljev mladine Slovenije, saj je delovala v organih upravljanja. Bila je tudi članica upravnega odbora Zveze prijateljev mladine Slovenije ter aktivna članica Komisije za organiziranost, statutarna in kadrovska vprašanja in članica Komisije za socialna vprašanja in humanitarne projekte. Od leta 2018 je častna članica Zveze prijateljev mladine Slovenije. Še danes je prostovoljka Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in aktivno deluje v odboru za humanitarnost. Pustila je neizbrisljivo sled, saj je vsa leta predano delala za otroke in z otroki. Najlepša hvala, gospod Lotrič, gospod Švagan. Zdaj pa bomo zopet prisluhnili glasbi, preden nadaljujemo s podelitvijo plaket. Naj zazveni v čast vsem, ki ste že prejeli plakete in tudi tistim, ki jih danes še boste. Prepričana sem, da vsi verjamete v moč iskrene bližine in človeške topline. Pred nami je ena najlepših slovenskih popevk, ki govori o tistem, kar danes jasno čutimo tudi mi tukaj, kjer štejejo odprta srca, dobrota in pristni odnosi. O svetu, ki je lepši, ko se srečamo kot ljudje, tako resnično, iskreno in spoštljivo. Ob spremljavi pianista Petra Miheliča nam bo zapela izjemna Nina Strnad Med iskrenimi ljudmi. Med iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo ve. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnji med iskrenimi ljudmi zbudi. So preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu preprosto, če je svet ubran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z
hvala čudoviti Nini Strnad in Petru Miheliču. Pravijo, da je prostovoljstvo ljubezen v akciji. In zdaj bomo zopet podelili plakete vam, ljubeznivo aktivnim. In k podelitvi plaket Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam z področja civilne družbe za leto 2025 vljudno vabimo predsednika Državnega sveta, gospoda Marka Lotriča, in predsednika Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta, gospoda Jožeta Smoleta. Spoštovani in spoštovane, na predlog državne svetnice Jasmine Opec Vrš prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju kmetijske dejavnosti Jožef Kramberger. Jožef Kramberger je ves svoj prosti čas posvečal prostovoljnim dejavnostim na območju lokalne skupnosti. In pravi, da je zelo ponosen. Je ljubitelj ljudskih običajev, narave in živali, še posebej čebel. Zna pa tudi pleskati na stari način in izdelovati detektorske radije. Ker je moral zgodaj za pastirja, se je pri kmetu, kjer je služil, navdušil nad čebelarjenjem. Bil je soustanovitelj čebelarskega društva Videm Negova, v katerem je bil zelo aktiven. 10 let je bil predsednik društva. Bil je podpredsednik upravnega odbora Območne čebelarske zveze v Gornji Radgoni. Leta 2002 pa se je odločil ustanoviti društvo na ožjem območju in ustanovil čebelarsko društvo Negova, ki ga je vodil do leta 2007. Je mentor mnogim generacijam pri čebelarskem krožku na osnovni šoli Negova. Še danes vodi praktični del krožka, saj je učni čebelnjak postavljen pri njemu doma. Kljub svojim 95 letom starosti oziroma Kljub svojim 95 letom je velik vzornik mladim čebelarjem, saj se ti še vedno vračajo k njemu po nasvete. Spodbuja mlade čebelarje in skupaj z njimi skrbi za napredek čebelarstva, ljudskega izročila in prostovoljstva na svojem območju in širše. In saj za gospoda Jožefa Krambergerja ne moremo reči, da je star 95 let. On je mlad 95 let. Najlepša hvala, gospod Kramberger, da ste z nami. Vas bom pozdravila po čebelarsko, naj medi, in dodala, naj se veliko medu cedi. Z največjim veseljem. Pridemo kar vsi skupaj. Gospod Kramberger nas je vse povabil, da pridemo pogledat k njem doma in se kaj lepega naučimo o čebelah. Najbolj veseli sem obisku. Najbolj veseli. To mi je najlepša kaj v življenju. In mi smo veseli vašega obiska. Na predlog Agencije za mlade SLOAM prejme plaketo Mladinska zveza brez izgovora Slovenija za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju izobraževanja in ozaveščanja mladostnikov.
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija ali na kratko BIS že od leta 2006 združuje več kot 100 mladih prostovoljcev, ki z znanjem, energijo in vrednotami spreminjajo javno zdravstveno kulturo Slovenije. Z delovanjem, ki temelji na prostovoljstvu, neformalnem izobraževanju in vrstniškem učenju, mlade spodbuja k aktivnemu državljanstvu, odgovornim odnosom in zdravemu življenjskemu slogu. Organizacija je s prostovoljskim delom mladih bistveno prispevala k sprejemanju naprednih politik na področju javnega zdravja. Od zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov do uvedbe prepovedi arom v tobačnih izdelkih, s čimer je okrepila zaščito otrok in mladih. Njeni prostovoljci redno izvajajo akcije, kot so Skriti nakup, ki preverjajo spoštovanje zakonodaje in ozaveščajo javnost o družbeni odgovornosti. Ob tem so razvili več kot 30 preventivnih in izobraževalnih programov, ki v šolah vsako leto dosežejo tisoče mladih. Zavezanost prostovoljstvu, strokovnosti in iskreni želji po boljšem svetu postavlja Brez izgovora kot zgled mladinskega prostovoljstva in družbenega vpliva v Sloveniji in širše. Najlepša hvala vam in hvala Lari Mejland, ki je prevzela plaketo. Na predlog državne svetnice Jasmine Opec Vrš prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru upravljanja prostovoljnega dela na področju socialnega varstva Mira Muršič Klenar. Mira Muršič Klenar, po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna delavka iz Gornje Radgone, je predana prostovoljka. Od leta 2006 je predsednica društva Sožitje Gornja Radgona in se posveča osebam z motnjami v duševnem razvoju. S strokovnostjo in empatijo podpira ranljive posameznike in njihovo vključevanje v skupnost. Leta 2016 je prejela priznanje za najprostovoljko nad 30 let v občini Gornja Radgona. Vrsto let je kot socialna delavka spremljala otroke in odrasle z motnjami v duševnem razvoju. Svoje bogate izkušnje zdaj nesebično deli skozi prostovoljstvo. Organizira delavnice in dogodke, ki krepijo socialne veščine in kakovost življenja. Je članica izvršnega odbora Zveze Sožitje ter oblikuje programe za enakopravnost, sodeluje pri ozaveščanju javnosti o potrebah oseb z motnjami v duševnem razvoju, je aktivna pri delovanju župnijske Karitas Gornja Radgona in je kot članica območnega odbora RKS Gornja Radgona. Je veteranka vojne za Slovenijo in članica območnega združenja vojnih veteranov ter prejemnica številnih priznanj. Ruši stereotipe in gradi vključujočo družbo. Aktivna je tudi v lokalnih iniciativah za socialno povezanost. Njeno delo krepi solidarnost in izboljšuje življenje ranljivih skupin. Ostaja dostopna, navdihujoča in vedno pripravljena pomagati. Njeno prostovoljstvo bogati socialno tkivo skupnosti. Je resničen zgled nesebičnosti, sočutja in predanosti. Globok poklon. In na predlog Zveze za tehnično kulturo prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljnega dela na področju vzgoje in izobraževanja Miran Podojstršek. Miran Podojstršek je po končanem študiju opravljal svoj poklic učitelja fizike in tehnike na več osnovnih šolah, kjer je bil dolga leta tudi vodja študijskih skupin in strokovnega aktiva za tehnično vzgojo. Dejaven je bil v svetu za preventivo in vzgojo v prometu ter kot predsednik sindikata SVIS na šoli. V vseh teh vlogah je pomembno prispeval tudi k krepitvi solidarnosti, družbeni povezanosti ter reševanju konkretnih izzivov skupnosti. Zveza
Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, je najprej deloval kot mentor, hitro pa je prevzel tudi funkcijo organizatorja tekmovanj. Njegovo strokovno znanje je bilo nepogrešljivo v različnih sodniških in ocenjevalnih komisijah. Njegov prispevek je bil zelo pomemben za ohranjanje in razvoj tehnične kulture, pri čemer je bil vseskozi močno usmerjen v delo z mladimi. S svojim znanjem, izjemno predanostjo in vztrajnostjo je vplival na generacije učencev ter jih uspešno usmerjal k samostojnemu ustvarjanju in raziskovanju. Njegovi varovanci so na različnih tekmovanjih v različnih kategorijah dosegli vrsto vrhunskih rezultatov ter prejeli najvišja državna priznanja. Miran Podojstršek je dobil več priznanj. Na festivalu Izum plaketo za naj mentorja z področja tehnike, Zveza za tehnično kulturo Slovenije pa mu je podelila častni znak za dolgoletno delo in pomemben prispevek k ohranjanju ter promociji tehnične kulture v slovenskem prostoru. Iskrene čestitke in če mi dovolite malce iskrivosti, vaš priimek je od danes naprej lahko namesto Podojstršek Nadojstršek oziroma Nadmojstršek. Spoštovani in spoštovane, na predlog državne svetnice Monike Ažman prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zdravstvenega varstva in kulture Bernarda Poklukar Novak. Jaz mislim, da lahko bolj močno zaploskate. Bernarda Poklukar Novak je diplomirana medicinska sestra s specialnimi znanji, predana prostovoljka in aktivna članica v lokalni skupnosti. Svoje poslanstvo uresničuje z nesebično pomočjo, širjenjem znanja in skrbjo za ljudi. Od leta 2004 je aktivna na humanitarnem področju v okviru Rdečega križa, pripravlja in vodi izobraževalne delavnice o temeljnih postopkih oživljanja, uporabi defibrilatorja, negi na domu ter aktivno sodeluje pri dejavnostih društva Hospic. Spodbuja prostovoljstvo, etično ravnanje in medgeneracijsko sodelovanje. Na kulturnem področju je dejavna v Kulturnem in folklornem društvu Gorje kot organizatorka dogodkov, pevka, igralka in likovna ustvarjalka. Je ustanoviteljica in vodja otroškega pevskega zbora, dolgoletna članica godbena Pihala in pobudnica mažoretk. Svojim delovanjem ohranja tradicijo in jo obogateno z novimi pristopi plemeniti in približuje mlajšim generacijam. Aktivno sodeluje v župniji, turističnem društvu, pri promociji narodne noše ter naravnih znamenitostih. Dejavno je vključena v športno življenje kot članica Keglaškega kluba. Z lastnim delom spodbuja solidarnost, krepi povezanost skupnosti in dokazuje, da je biti medicinska sestra veliko več kot poklic. Je način življenja, ki združuje strokovnost, srčnost in nesebično predanost človeku. Iskrene čestitke, najlepša hvala, spoštovana gospoda, za podelitev. Zdaj pa bomo za nekaj trenutkov zopet prisluhnili glasbi. Kot smo slišali, bi nam lahko zapela tudi nagrajenka Bernarda Poklukar Novak, a jo bomo danes pustili, da zgolj praznuje in se razveselili melodije trobilnega seksteta Policijskega orkestra, ki nam bo predstavil priredbo ene najbolj prepoznanih opernih arij na svetu. Prisluhnili bomo skladbi Wolfganga Amadeusa Mozarta in znameniti Queen of the Night za vse vas, ki ste kraljice in kralji velikih src.
Zdaj pa nadaljujemo s podelitvijo plaket Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim posameznikom in organizacijam z področja civilne družbe za leto 2025. In k temu čudovitemu dejanju z veseljem zopet vabim predsednika gospoda Marka Lotriča in generalno sekretarko Državnega sveta, doktorico Moniko Kirbiš-Rojs. Sem prepričana, da boste tudi njima glasno zaploskali. Na predlog državnega svetnika Matjaža Švagana prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru upravljanja prostovoljskega dela na področju zaščite in reševanja Ivan Potočnik. Ivan Potočnik je v gasilske vrste vstopil v letu 1996 in takoj mu je bila zaupana funkcija predsednika prostovoljnega gasilskega društva Kotredež, katero opravlja še danes. V letu 1999 je opravil nadaljevalni tečaj za gasilca, kjer je postal operativni gasilec. Največjo odliko in zasluge pa ima na organizacijskem področju, saj je bil v letu 2003 izvoljen v predsedstvo Gasilske zveze Zagorje ob Savi. Od leta 2008 opravlja funkcijo predsednika Gasilske zveze Zagorje ob Savi. Za 2 mandata je bil izvoljen za predsednika regijskega sveta gasilskih zvez Zasavske regije, hkrati pa je bil imenovan v upravni odbor Gasilske zveze Slovenije. Trenutno deluje na organizacijskem področju kot predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kotredež, predsednik Gasilske zveze Zagorje ob Savi in član regijskega sveta gasilskih zvez Zasavske regije. Pri svojem delu je izjemno prizadevan, strokovno usposobljen in izkušen na organizacijskem področju. S svojim delom uspešno krepi in utrjuje gasilske organizacije na lokalnem, regijskem in tudi na državnem nivoju. Kot predsednik na vseh nivojih prispeva tudi k bistvenemu povečanju članstva in prizadevno skrbi za vsestransko napredovanje gasilstva, pa društev, zveze in tudi regije. Idejo gasilstva in popularizacijo nalog gasilske organizacije širi tudi izven države, saj je njegovo matično društvo pobrateno z gasilci iz Češke, iz Srbije, Nemčije, Hrvaške, prejel pa je tudi številna odlikovanja, domača in tuja. Gasilski pozdrav je na pomoč, mi pa vas vabimo samo na pomoč z aplavzom. Hvala, gospod Potočnik. Na predlog državnega svetnika Danijela Kastelica, Zveze paraplegikov Slovenije in Društva paraplegikov Koroške prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju invalidskega varstva Stojan Rozman. Stojan Rozman je od svoje poškodbe, ki ga je priklenila na invalidski voziček, aktiven član pri Zvezi paraplegikov Slovenije in Društvu paraplegikov Koroške. Aktivno sodeluje z občinami na Koroškem, kjer si prizadeva za izboljšanje dostopnosti in odpravljanje arhitekturnih ovir. Kot socialni referent pripravlja razpise za vse koroške občine na socialnem področju, hkrati pa je tudi dolgoletni član Sveta za invalide v mestni občini Slovenj Gradec. V Slovenj Gradcu vsako leto organizira tradicionalni festival drugačnosti, ki združuje invalidna društva z območja celotne Koroške. Letos je potekal že 18. leto. Aktivno sodeluje tudi z Geodetskim inštitutom Slovenije pri zajemu podatkov na projektu omogočanja multimodalne mobilnosti oseb z različnimi oviranostmi. Zadnjih 10 let, vse od ustanovitve, je predsednik Zveze paraplegikov Slovenije pri Planinski zvezi Slovenije. V okviru Planinske zveze vodi sekcijo Gibalno ovirani gore osvajajo pri oddelku I Planinec.
Pred poškodbo pa je bil tudi aktiven planinski vodnik. Je tudi prejemnik nagrade Horus za družbeno odgovornost. Poleg dela na področju planinstva je Stojan Rozman tudi predstavnik zveze pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo, kjer je sodeloval pri oblikovanju novega evropskega standarda za pse pomočnike. Stojan Rozman je s svojim znanjem, dolgoletnim prostovoljnim delom in predanostjo postal prepostaven kot zgled v širši družbi. Najlepša hvala za vse, gospod Rozman. In na predlog Društva za kulturo odnosov SPES za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju socialnega varstva prejme plaketo Slovensko društvo Hospic. Slovensko društvo Hospic je nevladna, neprofitna, humanitarna organizacija, ki že 30 let izvaja 4 programe za podporo ljudem v stiski. Hospic, spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev na domu, žalovanje odraslih, otrok in mladostnikov, detabuizacija smrti in prostovoljstvo. Programi se izvajajo na nacionalni ravni v okviru 12 območnih odborov. Osrednji program je prostovoljstvo, v katerem v povprečju deluje 200 prostovoljcev letno, ki v povprečju v zadnjih letih opravijo 20 000 prostovoljskih ur dela letno. V času delovanja so zaposleni in prostovoljci Slovenskega društva Hospic letno v povprečju nudili podporo 1500 umirajočim bolnikom in njihovim svojcem, 900 žalujočim odraslim otrokom in mladostnikom, izvedli v povprečju 500 izobraževanj in dogodkov za detabuizacijo smrti, 14 inovativnih projektov na regionalni, nacionalni, evropski ravni in čezmejnem območju ter 26 4-dnevnih terapevtsko-edukativnih taborov za žalujoče otroke in mladostnike za lažjo vključitev žalujočih otrok in mladostnikov v vsakdanje življenje. Slovensko društvo Hospic je prejelo toliko priznanj in nagrad, da preprosto ne moremo našteti vseh. V preteklih letih so tudi prostovoljci pod strokovnim mentorstvom Slovenskega društva Hospic prejeli 17 nagrad in priznanj. Slovensko društvo Hospic s 30-letnim kakovostno organiziranim prostovoljnim delom na nacionalni ravni pomembno vpliva na pomen opravljenega prostovoljnega dela za razvoj civilne družbe v Sloveniji ter pomen dela za širši razvoj Slovenije. Globok poklon. Na predlog državnega svetnika Bojana Borovnika prejme plaketo za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljnega dela na področju zaščite in reševanja Rok Šušelj. Rok Šušelj je s prostovoljskim delom v gasilstvu začel leta 1990 kot gasilski pionir in vse odtlej neprekinjeno deluje v prostovoljnem gasilskem društvu Črna na Koroškem. Številnimi usposabljanji in dolgoletnimi izkušnjami je postal eden najvidnejših članov društva ter od leta 2018 opravlja funkcijo poveljnika. Pod njegovim vodstvom je društvo okrepilo operativno pripravljenost, posodobilo gasilski dom, vozila in opremo ter izboljšalo sodelovanje z drugimi enotami v regiji. Kot vodja intervencije se je izjemno izkazal ob katastrofalnih poplavah leta 2023, pa tudi ob žledu, vetrolomih in plazovih, ki so prizadeli občino Črna na Koroškem. S svojim znanjem in odločnostjo je pomembno prispeval k učinkovitemu vodenju akcij zaščite in reševanja.
Veliko energije namenja usposabljanju članov, vodi številne gasilske vaje ter spodbuja in vodi razvoj mladih gasilcev, ki v njemu vidijo zgled predanosti in odgovornosti. Kot član štaba civilne zaščite dejavno sodeluje pri načrtovanju in izvajanju ukrepov ob nesrečah. Svojo srčnostjo, strokovnostjo in dolgoletnim prostovoljnim delom uteleša vrednote solidarnosti in pomoči. Rok Šušelj je svojim več kot 30-letnim delovanjem in vodstvom zgled gasilca in prostovoljca, ki zasluži plaketo Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim prostovoljcem. Poklon in na pomoč. Spoštovani in spoštovane, še eno plaketo bomo podelili, in sicer na predlog Gasilske zveze Slovenije jo prejme za izjemen prispevek v okviru opravljanja prostovoljskega dela na področju zaščite in reševanja Jožef Urlep. Gasilska pot Jožefa Urleba se je začela v PGD Bistrica ob Dravi. Kmalu je bil izvoljen v upravni odbor prostovoljnega gasilskega društva. Prevzel je odgovorne naloge pri vzgoji gasilske mladine, obenem je bil tudi zavzet operativni gasilec. Z izobraževanjem je dosegel čin GČ druge stopnje. Bil je podpredsednik in nato predsednik prostovoljnega gasilskega društva Bistrica ob Dravi in to funkcijo opravljal 28 let. V domačem društvu je uredil razstavni prostor z eksponati iz leta 1909 in vzorno uredil gasilski arhiv društva. Pod njegovim vodstvom se je dogradil gasilni dom in novi prostori za gasilsko mladino in članice. Operativni gasilci pa so s pomočjo njegovega dela in truda lahko začeli uporabljati nove garažne prostore. Bil je prisoten pri nabavi skupne in osebne gasilske opreme in novega sodobnega gasilskega vozila. Bil je tudi soustanovitelj gasilske desetine v tovarni Tobi v Bistrici ob Dravi. Na izredni skupščini Gasilske zveze Ruše je bil leta 2015 izvoljen na funkcijo predsednika Gasilske zveze, ob tem pa je postal tudi član regijskega sveta gasilskih zvez Mariborske regije, kjer je aktivno sodeloval. Trenutno opravlja funkcijo častnega predsednika PGD Bistrica ob Dravi in Gasilske zveze Ruše ter predsednika komisije za veterane pri Gasilski zvezi Ruše. Na nivoju krovne gasilske organizacije je član komisije za časopisno založniško dejavnost. Redno in vestno že 40 let ustvarja revijo Gasilec z njegovimi članki in prispevki. In predlagam, da glasno zaploskate, zato da se bo nasmehnil, da bo lepa fotografija za to revijo. Najlepša hvala za podelitev in še enkrat iskrene čestitke vsem prejemnikom plaket. Zdaj bomo zopet prisluhnili glasbi. Čas je za glasbene trenutke lahkotnosti, ko nas glasba dvigne nad vsakdanje skrbi. Brezčasna slovenska popevka Zemlja pleše nas že desetletja uči, da svet, kot ga poznamo, postane mehkejši, svetlejši, ko se mu odpremo z vsem svojim srcem. In z vsem svojim srcem poje tudi čudovita Nina Strnad. Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet, zemlja pleše, tja med zvezde. Pade sneg, pride maj, pride spet jesen, 1000 let že zemlja pleše. Orion, saksofon, mesec, kontrabas, zemlja pleše, tja med zvezde. In z njo grab vsak oblak in vse ceste in celota naj
kontrabas, zemlja pliše, tja med zvizde. In z njo v gradu vsak oblak in vse ceste in celo dana in mali dom in celo dana in mali dom. Ker čestitk ni nikoli preveč, vam vsem, spoštovane nagrajenke in spoštovani nagrajenci, še enkrat iz vsega srca čestitamo. Dovolite, da se zahvalimo Nini Strnad, pianistu Petru Miheliču, trobilnemu sekstetu policijskega orkestra in pa seveda najlepša hvala tudi spoštovanim podeljevalcem. Danes smo skupaj začutili, kako močna je dobrota, ko jo delimo. Hvala vam za vašo predanost. Hvala za toplino in hvala za vztrajnost. Drage nagrajenke in dragi nagrajenci, zdaj vas vse skupaj vabimo na stopnišče pred avlo dvorane Državnega sveta k fotografiranju za lepe spomine in za medije. Skupaj s predsednikom in podpredsednikom Državnega sveta, predsednikom Mandatno-imunitetne komisije ter generalno sekretarko Državnega sveta. Po fotografiranju pa vljudno vabljeni na druženje in zaključimo Preširno s Preširnom, potem bomo prijatelji kozarce zase vzdignili, ker smo zato se zbratli, ker dobro v srcu mislimo. Lepe decemberske dni vam želim in obilo ljubezni v srcu, miru v duši in zdravja v telesu. Ker pa se je tako lepo še enkrat zahvaliti tudi gospodu Bernardu Žarku, za stav.